Med 10. septembrom in 28. oktobrom bosta v galeriji Murska Sobota sočasno na ogled dve razstavi. V Mali galeriji bo svojo prostorsko postavitev predstavila akademska slikarka Mateja Kavčič, v Veliki galeriji in na balkonu pa si boste lahko ogledali dela akademskega kiparja in grafika Mitje Staneka. Ja, najprej bi se zahvalil galeriji, direktorju Robertu Inhofu pa gospe Brodnjakovi Irme, da ste me sploh v hišo povabili pa zadevo prebrali in opisali, kot je pač nekako za to kilometrino že čas. V glavnem, študiral sem v zanimivem času, z zanimivimi prostori, mislim v času in prostoru. To je bilo 89. Ko sem prišel na akademijo, je nekako začelo to nekaj vreti, pa berlinski zid je padel, vsi smo bili nekako napeti in je polni adrenalina in smo nekako to res pol družbeno kritično to nekako tudi v svojih delih prikazovali. Vse nič, kaj dosti nimam dodati, ker je Irma tako to povzela in lepo opisala to. V glavnem je bolj zadeva, kot omenja, je bolj retro, kot jaz sem malo pomišljal vmes glede enega pregleda, da en pregled svojih del nekako naredil. In tako sem zelo zadovoljen z samo postavitvijo, kritiko in organizacijo celega dogodka. Malo smo v nerodnem času, pač kaj se tiče tega, pač teh ogledov pa otvoritev, mislim pa, vseeno naj prostor ostaja, pač dokler ne bodo vse skupaj zaprli, če bojo pač kako se bo odvijalo. Individualno se zadeva pač da obiskati pa pogledati zadeve. Nekako sem razmišljal okoli, pač ker sem v prosvetu se pač mogel potegniti zaradi eksistence, da lahko sploh izvajam te posege, pač v bistvu smatram svoj atelje kot en laboratorij že. Tu je dosti prisotne kemije, vsega, je kar zahtevno. Ne forsiram pa ne pošiljam svojih otrok not v te vode, direkt umetniške, ker vem, da je težko tu v tem prostoru eksistirati. Kot je profesor Kalaš rekel, ali ste tako dobri ali pa se bogato poročite, boš lahko funkcioniral. Tako v glavnem, res sem tudi profesorom svojim hvaležen za odkritost. Nekaj pač potegneš, to so kar bila imena, naprimer tu na Pedagoški fakulteti Gojkovič, Golija, Pandur, pol pa Drago Tršar, Suhi, pol je bil Tihec, naprimer v kiparstvu pa France Rotar, to so kar imena, ki so pač nekaj v slovenskem prostoru pomenila in pomenijo. Kaj čem še drugo, v glavnem tak je, s temi telefoni, sem nekako začel pa s to komunikacijo, ki se mi je zdelo zelo pomembno, pač nekako, pol smo pa to spremljali, prej, ko smo do prvih teh telefončkov prišli, takrat sem bil na grafični specialki pri profesorju Suhiju, pa moram tudi omeniti, da sem dosti kontaktiral tudi z profesorom Logarom, ki je bil tudi somentor na akademiji. Sem bil v tem habilitacijskem, v tej predstavitvi, ko je imel profesor Logar to litografijo, ko je predstavljal. Tako v glavnem pa ga nekako zradenec že prej, pač spomnim se ga prej.
ne vem, kaj je potegnilo tako v to likovnost. Vedno se za sproti pojavijo, kaj s tem, stvari, iz katerih izhajam, ne, naprej. Tako da to nekako naravno se zgodi. Zaenkrat ne vem točno, kaj bom. Sicer pa lahko samo povem, da sem zelo zadovoljna, da lahko delam v tem ateljeju priložnostnem v Kostanjevici občasno, tudi kadar rabim, recimo zdaj letos sem bila en teden, preden sem prišla sem, da sem spletla te nove kite zelene, ne, tiste rumene so še od prej. Tam smo nekako tudi lani kaj pa vem, en tak, imeli smo par delavnic, tudi medgeneracijskih recimo, to je bilo zelo zanimivo, ker so prišli in otroci in stare gospe in smo vsi skupaj pletli in vsak me je še kaj drugega naučil. Sicer pa sam koncept recimo zelo puščam odprto, kaj si kdo predstavlja ob teh stvareh. Pač jaz lahko samo povem, kaj sem sama razmišljala recimo in zakaj sem dala tak naslov. Vezi pač, jaz mislim na to, na vezi, med ljudmi, ne, med, kaj jaz vem, med domačimi kot prvo, recimo vezi do domačega kraja. Tle tudi vezi do kraja, kjer sem ustvarjala, s tem, da sem uporabila ta material, ki je tam. Potem tudi vezi med partnerji. Poleg tega pa pač celo življenje ustvarjamo neke vezi, zveze, ves čas smo v nekih odnosih. Poleg tega sem pa hotela tudi opozoriti na to, da so zdaj čedalje bolj, da se trgajo te vezi, tudi recimo do narave, ne, čedalje manj hodimo v naravo. Celo pride do takih absurdov, da ne vem, da raje plačamo gozdno terapijo, na primer, namesto da bi se sami odpravili na en sprehod pa se umirili od tega tempa, ki ga imamo in tako naprej. Recimo izpostavila bi pri uporabi teh naravnih materialov, kako pride tudi do neke, v bistvu samo od sebe je prišlo do tega, ampak se mi zdi, da je to zelo pomemben del, da zaznavaš prostor tudi z vonjem, ne. Pač začne dišati, to je tudi kot neka pomiritev ali pa te spomne na neki, kaj s tem, prijetno je, ne, vsaj meni se zdi. Spomne na nekaj, kar bi bilo boljše, da bi se malo vrnili, no, da nismo samo navezani na recimo telefone, da raje pomislimo, kaj je pomembno v življenju, no. Predstavljajo pa te dolge kite lahko tudi, kaj jaz vem, poti, naše poti, ki so prepletene in zavozlane včasih. Pač tudi na to, recimo, ene kite so rumene, ene so zelene, v smislu propadanja in vedno novega rasti. Tudi pač v teh letih smo že, da začneš razmišljati, mislim, lahko jemljemo tudi kot minevanje na en način. Ampak vedno se pojavljajo tudi kakšne zelene vmes, pomeni, da gre življenje naprej v vsakem primeru.